V preteklih 2 člankih smo se ukvarjali z zgodovino delniškega trga. Če na kratko povzamemo, kaj smo ugotovili. Ugotovili smo, da delniški trg na dolgi rok prinaša stabilne in pa nadpovprečne donose in hkrati smo tudi ugotovili, da se z daljšanjem investicijskega horizonta tudi povečuje verjetnost za doseganje pozitivnega donosa. V današnjem prispevku pa se ne bomo ukvarjali z zgodovino, ampak bomo pogledali še tisto drugo stran, kaj vpliva na samo obnašanje nas vlagateljev, ki smo sestavni del dogajanja na delniških trgih, ko sprejemamo investicijske odločitve. Zdaj, če pogledamo samo zgodovino kapitalskega trga, je za strani obnašanja vlagateljev zelo pomembna sta 2 dejavnika. En je strah, en je pohlep, kar pomeni, da nekako poleg racionalnega obnašanja prevladujejo tudi čustva. Ta pridejo pa do izraza posebej v trenutkih, ko so kapitalski trgi v nekih ekstremnih situacijah. Torej, bodisi imamo za sabo daljšo dobo rasti ali imamo pred nami oziroma v tem trenutku, ko smo na trgu, se dogaja nek popravek oziroma delniški tečaji padajo. Nekako domača in tudi tuja literatura, predvsem tuja, ameriška, ki zadevo spremlja že dolgo časa, empirično dokazuje, da vlagatelji približno 3/4 vseh prilivov, torej vplačil v sklade na kapitalske trge izvajamo v času, ko so pretekli donosi relativno visoki, oziroma 3/4 odlivov, večina pretežni del se pa dogaja takrat, ko so kapitalski trgi relativno nizko oziroma v danem obdobju dosegajo negativne donose. Zdaj, to velja predvsem za zahod. Če pogledamo pa še nekako našo domačo prakso, sem jaz v današnji primerjavi analizi z primerjavo vzel naš klasičen globalni sklad skladov, torej svetovni delniški, in primerjal gibanje krivulje, torej donosnost trga od leta 2005 z neto prilivi v slovensko industrijo skladov. In zgodba relativno podobna kot na zahodu. Torej, na grafu je lepo vidno, takrat, ko so donosi dalj časa vzpenjajoči, imamo neto močne prilive in obratno v času padcev, kar se je zgodilo recimo 2008-2009, 2011 in dokler se ni evropska kriza pač razpletla do konca. Zdaj, kaj se pa lahko povprečen vlagatelj iz tega nauči? A nas mora biti preteklih donosov strah? A moramo biti na njih pozorni? Jaz bom tako rekel, naj nam bo ta lekcija v tolikšni meri uporabna, da bodimo nekoliko drugačni od povprečnega vlagatelja. Volatilnosti na trgu se ne da izogniti, to je dejstvo. Lahko pa se izognemo črednemu nagonu in stvari počnemo nekoliko drugače kot večina. Prvič, spet pridemo do povprečnega stroška, kar pomeni, vstopajmo na trg postopno, vsakokrat po malem, redno mesečno in s tem bomo zmanjšali tveganje, da bomo vplačevali samo ob napačnih trenutkih. Druga varianta, ki je pa tudi možna pri portfeljskem vlaganju, je pa tako imenovana teorija prilagajanja relativnih uteži. Takrat, ko neka zadeva precej zraste v primerjavi z drugo, določen del premoženja postrugimo, realiziramo in ga spravimo na varno in v času korekcij potem relativno premoženje, ki se skrči zaradi padca, nazaj dokupujemo s tistim, kar smo unovčili. Torej, ta teorija nam omogoča, da se dejansko držimo sistematično načela, kupujmo nizko in prodajmo visoko. Seveda, volatilnosti se ne bo mogoče izogniti, ampak rezultat bo pa v tem, da bomo lahko dosegali rezultat, ki ga prinaša trg. In nenazadnje, vzajemni skladi so namenjeni točno temu, saj krovni sklad omogoča, da lahko vlagatelj svoj portfelj vse skozi prilagaja brez stroškov ali neposrednih davčnih posledic.